pomeni tudi na volitvah? Verjamem, da so v zadnjih tednih ljudje imeli možnost, da razmislijo o izboru. Tudi veliko je bilo razprave, ki je bila bolj vsebinska kot prej, manj je bilo obrobnih tem, bolj je bilo posvečeno tako razpravljanje osrednjim temam našega družbenega trenutka, političnih razmer, razvoja. Tako da verjamem, da je na vsej tej podlagi možno, da se bodo ljudje odločili dobro in jaz seveda ostajam optimist, v meni podpora raste v zadnjem času in to je dobro. Gospod predsednik, kako ocenjujete kampanjo? Kje boste pričakali volilni rezultat? Pred dan bom preživel v krogu prijateljev, volilni rezultat pa bom pričakal vzgled. Gospod predsednik, kako komentirate volilno kampanjo in tudi to, da vam v zadnjih dneh pravzaprav podpora ne raste, da se volivci selijo od gospoda Pahorja k vam? Torej, v zadnjih dneh je bilo slišati veliko argumentirane razprave, za razliko od zgodnjih faz kampanje, kjer so prevladovale obrobne stvari, kjer je bilo veliko tudi takega pompa in tudi tistih reči, ki tegnejo pozornost od bistva naše razvojne in druge problematike. Tako da verjamem, da so ljudje v zadnjem času še enkrat razmislili o vsem skupaj in zato me ne preseneča ta rast podpore, ki sem jo tudi sam opazil. Kakšen izid pa napovedujete? Ne napovedujem nobenih številk, to ni prav, ne bi bilo prav, da se kandidat to počnem. Vendar, kot sem rekel, sem optimist in računam na zelo dobro podporo. V primeru, da zmagate, kako bi reagirali, kako bi se odzvali na trenutne socialne razmere, se pravi na to nezadovoljstvo, ki se širi? Protestnike je treba poslušati in slišati. Verjamem, da zdaj to mnogo bolje razumejo vsi ljudje pri nas, zlasti vlada, bolje kot prej. Kar so se začeli ti protesti poudarjati. Protestnike je treba poslušati. Jih tudi vključiti v različne pomembne procese, kot je naprimer priprava nove reforme in tako. Tam je treba dati mesto ljudem, ki so prišli izraziti svojo zaskrbljenost in svoj protest. In iz takega sodelovanja se lahko naredijo dobre rešitve. Tako da jaz bi bil za to, da vlada bolje posluša ljudi, da jih ne straši. Straševanje je treba absolutno odsvetovati tej vladi. Ta vlada ima zelo slabe rezultate, vedeti mora, da ima zaradi svojih slabih rezultatov tudi izjemno nizko podporo pri ljudeh. Zdaj je skrajni čas, da začne poslušati. Na začetku kampanje ste imeli precejšno podporo, potem je ta podpora začela padati, nekateri so dejali, da je to kriva med drugim tudi Kravata. Kaj menite o tem? To drži, ne drži? To o Kravati nisem slišal. Z vašo zmago... Menite o tem, torej je Kravata, kakšno vlogo igra pri vsem tem? No, dajte, to si kar sami govorite. Z vašo zmago se napoveduje ohranitev te polarizacije levo-desno. Kaj boste ob morebitni zmagi storili, da si boste z Janšo bližje? Gledajte, ta polarizacija je umetna. Danes je edina pomembna polarizacija v družbi velika večina ljudi, ki so prizadeti in oblast, ki je arogantna. Oblast, ki ne posluša. In tej oblasti bo treba povedati, da mora stvari močno spremeniti. Govorite o tehnični vladi? Torej, govorim o sedanji vladi, za katero sem že dejal, da je neuspešna, da ima recesijo, ki je globlja od tiste, ki so napovedovali še pred mesecem ali dvema, 3,3% po zadnjih podatkih. To so izjemno slabe rezultati. Vlada mora vedeti, da je odgovorna za tako stanje. In to je vlada, ki izredno slabo posluša, ki rada postavlja neka zastraševanja in govori vse mogoče, ne posluša pa ljudi. Tu je glavna polarizacija med ljudmi in oblastjo, ki ne posluša. Kakšna akcija bi morala biti na strani vlade, ki posluša ljudi, ki jih sliši? Vlada naj to dobro premisli. Naj to dobro premisli. Ni še čas za kakšne nadaljne stvari, ampak čas je, da vlada dobro premisli svoje početje. Bi podprli potem tehnično vlado? To je zdaj hipotetično. Najprej mora ta vlada pokazati, ali je sploh sposobna poslušati ljudi. Hvala lepa.